Viktorijanska doba je bila zlata doba za pojav temnih zgodb in nadnaravnih pojavov, od opažanj pošasti in duhov do ljudi, ki so jih zaklepali in ubijali. V tem videu bomo raziskali vse to in še več. Začnemo z zgodbo o številnih mladih dekletih iz viktorijanske dobe, ki so se iz neznanega razloga stradale do smrti. Postenje oziroma namerno odrekanje hrani so v določenih okoliščinah skozi človeško zgodovino izvajale večina družb. Nekateri ljudje se postijo iz zdravstvenih razlogov, na primer, kadar je treba opraviti preiskave in bi prebava lahko vplivala na rezultat, ali pa ko se posamezniki odločijo za dneve s sadnimi sokovi ali vodo, da očistijo svoj organizem. Vendar pa je bilo postenje običajno povezano z religijo. Muslimani se postijo od zore do sončnega zahoda med Ramazanom, v določenih primerih pa je postenje spodbujeno tudi v verah, kot sta budizem in hinduizem. Enako velja za krščanstvo. Dejansko sta bila post in zmernost ključna dela krščanskega življenja v srednjem veku in zgodnjem novem veku. Danes so bili večinoma opuščeni, vendar je še v 19. stoletju veliko ljudi trdilo, da so skozi post v tesnejši povezanosti z Bogom. To so bila dekleta, ki so postila v viktorijanski družbi. V drugi polovici 19. stoletja so se začele širiti zgodbe o skrivnostnih dekletih, ki so lahko preživela tedne ali celo leta brez hrane ali vode. Na splošno so najprej postala znana v svojih lokalnih skupnostih v Britaniji, Združenih državah in Kanadi, preden so pogosto pridobila mednarodno občinstvo. Prav tako so ljudje, ko je njihova slava rasla, prihajali od daleč, da bi jih videli in zato tudi plačali. Novinarji in drugi pisci so prišli, da bi se sami prepričali o njihovi nenavadni vzdržnosti in so o tem pisali, pogosto zmedeni, kako jim je uspelo tako dolgo zdržati brez hrane. In če so bile omenjena dekleta dejansko obdarjena z verskimi ali magičnimi močmi. Za takšne sposobnosti so obstajali precedensi že v srednjem veku. Na primer, Katarina Sienska, posvetna članica dominikanskega reda, je v poznem 15. stoletju postala znana tudi zaradi svojega izjemnega postenja in so jo imeli za sveto žensko. Na podoben način so dekleta, ki so se postila v viktorijanski dobi, kmalu začeli imeti za osebe z verskimi ali mističnimi močmi. Nekateri, ki so jih prišli gledat, pa so verjeli, da so priča čudežem. Še bolj sumljivo pa je bilo, da so nekatera dekleta, ki so se postila, ali njihovi starši obiskovalcem zaračunavali vedeževanja ter druge vidike svojih domnevno mističnih sposobnosti. Da bi bolje razumeli, kaj je bilo vpleteno, si poglejmo nekaj najvidnejših primerov deklet, ki so se postila in so v 19. stoletju pridobile slavo in zloglasnost. Ena bolj znanih deklet, ki so se postila v Ameriki, je bila Mary Fancher, splošno znana kot Molly Fancher. Njena zgodba je resnično zelo nenavadna. Rojena je bila leta 1848 v Brooklynu v New Yorku, vendar se je sredi 60 let 19. stoletja, ko je bila najstnica, zgodila vrsta nesrečnih dogodkov. Najprej jo je med jahanjem v Prospect Parku vrglo s konja in je z glavo udarila ob pločnik. Nato so se ji začeli pojavljati glavoboli in obdobja izčrpanosti. Potem, leto kasneje, jo je povlekel pod tramvaj na ulici Fulton, pod katerega je padla, ko je izstopala iz njega. To ji je poškodovalo hrbtenico in zaradi tega je postala precej bolna. Vendar pa je bila Fancherjeva še vedno sposobna normalno delovati v vsakdanjem življenju. To je trajalo do 3. februarja 1866, nekaj mesecev po incidentu na ulici Fulton, ko je doživela nekakšen napad, med katerim je bila videti napol obsedena in se na koncu zvijala po tleh kuhinje družine Fancher. Takoj so jo odnesli v posteljo in tam je ostala naslednjih 50 let. Fancherjeva si je kmalu pridobila sloves, tako po svojih paranormalnih sposobnostih, kot po neskončnem postu. Občasno so jo prisilno hranili, a naj bi v drugih primerih domnevno preživela več mesecev brez hrane. Pogosto je bila v transu in si je v takšnem stanju pridobila sloves jasnovitke. Kmalu so jo časopisi začeli imenovati Brooklynska enigma.
Veliki šovman P.T. Barnum jo je celo poskušal prepričati, da bi se pridružila njegovi predstavi, vendar je zavrnila. Nekaj let kasneje se je njen trans umiril in nato je razvila 5 različnih osebnosti, imenovanih Idol, Sončni žarek, Rubin, Biser in Rožni popek. Sčasoma pa je v 80. in 90. letih 19. stoletja tisk izgubil zanimanje zanjo in izginila je z javne zavesti. Do danes ni povsem jasno, kaj se je zgodilo. Ali je vse to vedenje zgolj igrala, da bi zaslužila denar z vedeževanjem? Ali je bila duševno motena? Ali je bilo njeno postenje znak anoreksije? V primeru Fenčerjeve je to res težko povedati. Eden najbolj znanih primerov postenja v 19. stoletju je vključeval Anne Moore, čeprav ni bila dekle. Anne Moore je bila v svojih 40-ih, ko je postala slavna. Jeseni leta 1808, potem ko so opazili, da 16 dni in noči ni jedla, v svojem domu v vasi Tudbury v Staffordshireu v Angliji. Namen opazovanja je bil potrditi njene trditve, ki so trajale že več let do takrat. Dejansko se je slava Moorjeve razširila po vsej Britaniji in tudi v druge države, kot so Združene države Amerike, in celo verjeli so, da je v nekem trenutku živela 5 let brez hrane. Čeprav ni bila postna deklica v pravem pomenu besede, je zgodba Moorjeve pomembna, ker je navdihnila nekatere, ki so kasneje v 19. stoletju kot Fančerjeva začeli dojemati svojo vzdržnost od hrane kot verski dar. Morda bi jih presenetilo, če bi izvedeli, da je bila Moorjeva popolna prevarantka. Razvila je zapletene načine, kako pretihotapiti hrano v svojo spalnico in jo zaužiti celo med tem, ko so jo opazovali. Verjame se, da je bilo to mogoče s pomočjo njene hčerke, ki je dala brisačo, prepojeno z juho, čez usta in med poljubljanjem prenesla hrano iz svojih ust v materina. Kljub temu, da je bila prevarantka, si je Moorjeva pridobila precejšen sloves zaradi svojega domnevno čudežnega postenja in posledično ustvarila veliko prihodkov. Umrla je leta 1823 pri 53 letih, le nekaj mesecev potem, ko jo je nadzoroval lokalni pisatelj in duhovnik Lee Richmond. V 19. stoletju je bilo veliko drugih deklet, ki so se postila, in mnoga od teh so umrla. Ena od njih je bila Lenora Aiton, dekle iz New Jerseyja iz višjega srednjega razreda. Njene trditve so bile preizkušene leta 1881, vendar je malo več kot mesec dni po prihodu opazovalcev umrla. Drugi so bili razkriti kot prevaranti, tako kot Anne Moore desetletja prej. Naprimer, 8 let po smrti Itonove na severu v Quebecu v Kanadi so ugotovili, da je Josefina Maria Bedar ponaredila svoje trditve. Ko so opazovalci prišli k njej domov, so videli, da so ji tihotapili hrano, v enem primeru pa je celo ukradla hrano z njihovih krožnikov. Kar se tiče prevar, to ni bila najbolj sofisticirana operacija. Nazadnje pa je Therese Neumann, Nemka, rojena v Bavarski leta 1898, čeprav je živela precej kasneje kot druge, pogosto obravnavana kot pozna predstavnica deklet na postu. Leta 1918 je bila delno paralizirana, potem ko je padla s stola. To je bila le prva izmed številnih nesreč in bolezni, ki so doletele Neumannovo, ki je trdila, da se lahko večkrat sama pozdravi. Trdila je tudi, da se je od leta 1927 naprej vzdržala hrane in pijače, potem ko je domnevno obiskala svetnica, ki je povedala, da hrane in pijače ne potrebuje več. Tisto leto je Neumannovo 2 tedna opazovala zdravniška ekipa, ki je želela preveriti resničnost njenih trditev. V tem času je niso opazili, da bi jedla ali pila, vendar je bilo zanimivo, da je do konca 2 tednov pridobila na teži. Umrla je septembra 1962, stara 64 let, zaradi srčnega zastoja. Kljub tragediji, ki je obdajala številna ta dekleta na postu, je bil nedvomno najbolj pretresljiv primer dekleta na postu Sarah Jacobs. Jacobsova je bila valižanska deklica, rojena v Carmarthenshireu 12. maja 1857. Prihajala je iz revne družine, saj je bil njen oče, Evan Jacobs, reven kmet, ki je komaj preživljal družino. Nekega dne je Sara prenehala jesti in piti in novica o tem se je hitro razširila po vsej Walesu.
Sčasoma je novica o njenem domnevnem postu prišla do medijev in v hišo družine Jacobs so poslali zdravniško ekipo medicinskih sester, da bi opazovala Saro. Vendar pa se zdi verjetno, da so v primeru Neumannove in nekaterih drugih deklet, ki so postile, hrano in pijačo nekako skrivaj dobivale. Tudi v času opazovanja so se v primeru Sare Jacobs, njeni starši Evan in Hannah Jacobs, očitno odločili, da jo v času opazovanja ne bodo hranili. Žal je umrla med opazovanjem, saj se je resnično odpovedala hrani in pijači več kot teden dni. Pomanjkanje vode je povzročilo njeno smrt, saj bi verjetno lahko preživela obdobje opazovanja brez hrane. Stara je bila komaj 12 let, ko je umrla, in pravijo, da je bila brez hrane skupno 113 tednov. Med obdukcijo so našli dokaze, da je imela steklenico vode v posteli, vendar je med opazovanjem ni mogla odpreti. Zaradi svoje vloge v poskusu prevare so bili njeni starši sojeni in obsojeni za uboj iz malomarnosti. Čeprav je nenavadno, proti medicinski ekipi, ki jo je dejansko opazovala, ko je umirala pred njimi, niso bile vložene nobene obtožbe. Vse to postavlja vprašanje, kakšna je bila pravzaprav resnična razlaga za posteča dekleta in njihova dejanja. Kot lahko vidimo v primeru Anne Moore in Josephine Marie Bedard, je bila prevara pogosto cilj. Ko se je slava postnih deklet in žensk v 19. stoletju širila, je bilo mogoče zaslužiti z vstopninami v hišo postne deklice ali s prodajo zgodb časopisom. Tako je bil motiv, da si vse skupaj preprosto izmislijo. Mnogi ljudje so verjeli, da gre za verske posege in da so bila nekatera postna dekleta v stiku bodisi z Bogom, bodisi z nekaterimi demoni. Tu je treba spomniti, da je bil spiritistični gibanje, ki je poudarjalo verske čudeže in druge elemente skoraj magičnega verovanja, na vrhuncu sredi 19. stoletja. Danes bi bilo lahko to zavreči kot smešno vraževerje, vendar je bilo v primeru nekoga, kot je Molly Fancher, verjetno težko to razložiti na kakšen drug način. Navsezadnje je bila to mlada ženska, ki je bila leta pod drobnogledom medijev v stanju podobnem transu in je skupaj 50 let preživela zaprta v svojem domu, pogosto pa je ustvarjala psihične razodetja in jasnovidska vedeževanja. Mnogim ljudem se je moralo zdeti, da je brooklynska uganka resnično doživljala nekakšen verski poseg. Vendar je v nekaterih primerih najbolj logična razlaga verjetno tudi najbolj verjetna in zdi se, da je bila pri mnogih od deklet, ki so se postila, težava v njihovem duševnem zdravju. Večina strokovnjakov je zdaj prišla do zaključka, da je bil pojav deklet, ki so se postila, vsaj delno posledica vrste anoreksije nervoze iz 19. stoletja. Motnja hranjenja, pri kateri se posamezniki vzdržijo hrane zaradi slabe samopodobe in pretiranega strahu pred pridobivanjem telesne teže. Običajno ljudje verjamejo, da je anoreksija stanje, ki se je pojavilo v poznem 20. stoletju kot odziv na pritisk na mlade ženske, da bi bile vitke. Vendar pa je z vidika deklet, ki so se postila, pomembno poudariti, da izraz anoreksija nervoza se je prvič začel uporabljati leta 1873, ko je Sir William Gall, angleški zdravnik, prvič sistematično preučeval to stanje in mu dal ime. Tako je prav v času, ko so postna dekleta prihajala v središče javnosti, anoreksija prvič postala dovolj velik problem v Veliki Britaniji, da so jo zdravniki začeli preučevati. Verjetno je, da sta bili postni dekleti, kot sta Sarah Jacobs in Lenora Eaton, morda anoreksični, kar je bil prvotni vzrok za njun sloves, da preživita brez hrane. Kasneje pa je to v njunih primerih imelo tragične posledice. Posledično, onkraj mitov in govoric o verski komunikaciji z nebeškim, svojim postom ali osebami kot sta Fancher in Jacobs, ki naj bi imeli čarobne moči, so bila nekatera od teh deklet, ki so postila, najverjetneje to, kar so se zdela. Primeri prvih razvpitih primerov anoreksije v sodobni družbi. Za naslednjo zgodbo se vračamo v majhno mesto v Franciji, kjer je njena družina eno žensko več kot 25 let držala zaprto.
Blanche Monnier je bila rojena 1. marca 1849 v mestu Poitiers v departmaju Vienne v zahodni Franciji. Družina Monnier je bila v mestu dobro uveljavljena meščanska družina. Tisti z manjšimi aristokratskimi težnjami. V času, ko je francosko plemstvo doživljalo preporod po silovitem republikanstvu iz poznega 18. stoletja. Blanchin oče je bil Émile Monnier, vodja umetniške fakultete na lokalni univerzi, medtem ko je bila njena mati, Louisa Monnier, znana francoska družabnica. Émile Monnier je bil prav tako posameznik, ki je prejel prestižno nagrado odbora za dobra dela. To je bila zasluga, ki so jo v Franciji 19. stoletja podeljevali posameznikom, za katere so menili, da so pomembno prispevali svojim skupnostim in so bili visoko častni. Poleg tega je imela družina povezave z visoko družbo v Parizu. Tako se je Blanche Monnier rodila v družino, ki je bila na videz spoštovana članica skupnosti v Poitiesu. A njena zgodba bi dokazala, da so bili vse prej kot to. Blanchina zgodnja leta so bila večinoma neizstopajoča. Hodila je v šolo, se gibala v družabnih krogih Poitiesa in pogosto obiskovala Pariz, ki je bil oddaljen le 4 ure. Ko je vstopila v odrasla leta, je postala izjemna lepotica s kodrastimi lasmi, svetlo poltjo in velikimi svetlimi očmi. Toda čakala jo je strašna usoda. Sredi 1870-ih, ko je vstopala v svoja srednja 20. leta, je Blanche spoznala in se zaljubila v mladega moškega iz Poitiesa. Čeprav je bil odvetnik, poklic, ki je običajno znan po visokih plačah, je moški prihajal iz skromnega okolja in je imel v omejeni družbi provincialnega mesta le malo strank. Poleg tega je bil precej starejši od Blanche. Zato, čeprav bi lahko povsem spodobno živel, Blanchini starši niso bili navdušeni nad njim kot morebitnim ženinom za svojo hčerko. Namesto tega so si predstavljali, da bi se poročila z nekom iz nižjega plemstva zahodne Francije ali pa, glede na njeno lepoto, celo sklenila zakon z nekom iz pariške visoke družbe, ko je država vstopala v obdobje Belle Époque. Blanche pa je ostala zaljubljena v svojega starejšega snubca in prav njena nepripravljenost, da bi opustila to razmerje, jo je pripeljala do slave, kakršne si nihče ne bi želel. Njena nepripravljenost, da bi končala razmerje s tistim, ki ga je njena mati imenovala brezposelni odvetnik, je pripeljala do tega, da sta jo starša s pomočjo Blanchinega brata Marcela zaklenila v majhno sobo v njuni veliki hiši v Poitiesu. 1. marca 1875, kar je bil ravno Blanchin 26. rojstni dan, so jo Monnierovi zaprli v to majhno sobo in ji povedali, da jo bodo izpustili šele, ko bo pristala, da konča razmerje in opusti kakršnekoli misli na poroko s svojim odvetnikom. Zadeva bi se morda končala kmalu zatem, vendar se iz nekega razloga, ki ni povsem jasen, ni. In ko so dnevi prehajali v tedne in tedni v mesece, je Blanche ostala zaprta v majhni sobi v hiši svojih staršev v Poitiesu. Sčasoma se je iz razlogov, ki še danes niso povsem jasni, to spremenilo v trajno zaprtje. Kot bomo kmalu videli, je bilo to grozljivo zaprtje. Na tej točki bi se lahko kdo vprašal, kako je lahko Blanche izginila, ne da bi kdo posumil ali poskušal ugotoviti, kam je odšla. V odgovor bi lahko rekli, da je bilo veliko posameznikov, ki so v tednih in mesecih po njenem izginotju spomladi 1875 povpraševali po njenem počutju. Skrbeli so sosedje, prav tako njeni prijatelji, in Blanchin zvesti ljubimec je poskušal ugotoviti, kje se nahaja. A sčasoma so povpraševanja prenehala. Nihče ne bi pomislil, da je ena najbolj spoštovanih družin v Poitiesu zaprla družinskega člana v sobo in se preprosto odločila, da ga tam pusti zaprtega za nedoločen čas. Poleg tega, če kdo njeno izginotje prijavi oblastem, so očitno ta poročila zavrnili. Morda so ljudje preprosto verjeli, da se je Blanche odpravila v sončnejše kraje Pariza. Skozi leta je Blanche še naprej ostajala zaprta v domu svojih staršev v Poitiesu.
Čeprav se zdi precej jasno, da je bila Blanchina mati predvsem odgovorna za grozljive okoliščine, v katere je postavila svojo hčer, je povsem očitno, da so bili vpleteni tudi drugi družinski člani. Vendar pa se je vloga njenega očeta Emila končala, ko je umrl leta 1879, 4 leta potem, ko je bila Blanche zaklenjena v sobo. Nato sta bila predvsem Louisa Monje in njen sin, Blanchin brat Marcel, tista, ki sta skrbela, da je bila Blanche zaklenjena in pod ključem. Njeno zaprtje je bilo brutalno. Soba, v katero je bila leto za letom zaprta, je bila podstrešna soba. Imela je majhno okno, vendar je bilo to zatemnjeno in v sobi ni bilo nobene naravne svetlobe. Vrata so bila zaklenjena od zunaj in Blanche je bila popolnoma odvisna od tega, kar so ji njeni ugrabitelji dali za preživetje. Pravi obseg grozljivih razmer bo razkrit sčasoma. Medtem ko so leta minevala, so prvotni razlogi za zaprtje mlade ženske izginili. Odvetnik, s katerim je bila v razmerju in katerega odnos z njo je bil očitni razlog za njeno pridržanje strani družine, je umrl leta 1885, skoraj desetletje potem, ko je bila prvič zaprta. Zakaj sta jo mati in brat še naprej držala v tem mučnem položaju, ostaja skrivnost. Morda sta verjela, da bi ju, če bi jo izpustila, prijavila oblastem, in to je bilo tveganje, ki ga nista bila pripravljena sprejeti, še posebej, ker sta bila iz ugledne družine v Poitiesu. Kljub temu se je to nadaljevalo iz leta v leto. Po določenem času so prebivalci njihovega kraja v Poitiesu verjetno večinoma pozabili nanjo, prav tako njeni nekdanji prijatelji in znanci. Kljub temu so se občasno zgodili dogodki, ki so jih ljudje še mnogo let kasneje označili za nenavadne. Na primer, v začetku 20. stoletja je neka soseda pripovedovala o dogodku iz leta 1892, ko je verjela, da je iz hiše Monje slišala žensko kričati. Takrat je to sicer ignorirala, a kasneje, ko je bilo razkrito, kaj se je tam pravzaprav zgodilo, je vse skupaj dobilo veliko večji smisel. Očitno je nekdo izvedel, kaj se dogaja, in več kot 25 let potem, ko je bila Blanche prvič zaprta, je nek anonimen junak priskočil na pomoč. Dne 23. maja 1901 je pariški državni tožilec prejel nepodpisano pismo, ki je opisovalo stisko Blanche Monje na naslednji način. Gospod državni tožilec, imam čast, da vas obvestim o izjemno resnem dogodku. Govorim o stari devici, ki je zaprta v hiši gospe Monje, na pol strada in že 25 let živi na gnilem ležišču. Z eno besedo, vlastni umazaniji. Glede na poročila o blanhajnem stanju v dneh, ki so sledili, je očitno, da je bil ta anonimni obveščevalec priča razmeram, ki so vladale v sobi, v kateri je bila zaprta. Toda identiteta njenega rešitelja ostaja neznana še danes. Pariška in poitieska policija sta se hitro odzvali na to zaskrbljujoče poročilo. V nekaj dneh so vstopili v hišo družine Monje in jo začeli preiskovati od vrha do tal. Nekaj časa niso našli nič nenavadnega, ko so preiskovali spode nadstropja. Po določenem času pa so naleteli na vrata, ki so bila od zunaj zaklenjena s ključavnico. Policija ni izgubljala časa in namesto da bi čakala, da Monjerevi prinesejo ključ, so vrata razbili. Stopili so v prizor groze. Prva stvar, ki so jo opazili, je bil vonj. Strupen, gniloben smrad, ki je nastal zaradi desetletij umazanije, ki je njeni ječari niso odstranili. Vendar so šele, ko so odstranili zavese, obtežene s prahom, z majhnega okna in nato razbili težke polkne, ki so preprečevale vdor svetlobe, dojeli pravo stanje. Šele takrat, po 26 letih, so se zavedli celotnega obsega zla, ki se je tukaj zgodilo. Blaž je ležal popolnoma gol v sobi, ki je bila polna umazanije. Po sobi so ležali ostanki gnijoče hrane. Zrak je bil zaudarjajoč in po prostoru so tekli insekti. Blažka je bila popolnoma prestrašena zaradi vdora teh neznancev v njen zapor po več kot četrt stoletja ujetništva tam. Nažalost je bil njen popolnoma izgubljen in tehtala je nekaj več kot 25 kg oziroma približno 4 kamne. Policijsko poročilo je kasneje podalo popoln opis tega, kar so našli.
Takoj smo dali ukaz, naj odprejo okensko krilo. To je bilo storjeno z velikimi težavami, saj so stare temne zavese padle dol v gostem oblaku prahu. Da bi odprli polkna, jih je bilo treba sneti z desnih tečajev. Takoj, ko je svetloba vstopila v sobo, smo v ozadju opazili, da na postelji leži oseba, katere glava in telo sta bila prekrita z ogabno umazano odejo. Ženska, identificirana kot gospodična Blaška Monje. Nesrečna ženska je ležala popolnoma gola na strohneli slamnati žimnici. Vse okoli nje je bilo prekrito z nekakšno skorjo, narejeno iz iztrebkov, koščkov mesa, zelenjave, rib in plesnivega kruha. Videli smo tudi školjčne lupine in žuželke, ki so tekale po posteli gospodične Monjerjeve. Zrak je bil tako neznosen za dihanje. Vonj, ki je prihajal iz sobe, je bil tako močan, da nismo mogli več ostati in nadaljevati preiskave. V urah, ki so sledile, so policija in zdravstvene oblasti Blanche odstranile iz te sobe grozot. Njeno mater in brata so takoj aretirali. Ko se je novica razširila, se je pred hišo zbrala množica, ki je tam ostala več dni in zahtevala glavo Louise in Marcela Monjeja. Žal pravica ni bila dosežena. Blanchejna ostarela mati je nekaj dni kasneje umrla zaradi srčnega napada in se tako izognila kazni, ki si jo je tako zelo zaslužila. Nato se je izkazalo, da je bil tudi Marcel Monje v veliki meri psihično nesposoben in čeprav je bil sprva obsojen na 15 mesecev zapora, je bil kasneje oproščen in izpuščen na prostost. Po sojenju je Marcel prodal vse premoženje iz materine zapuščine in se umaknil v Siborče, občino na jugozahodu države. Imel je tudi podeželsko hišo v osrednji Franciji, kjer je nato umrl junija 1923. Blanche si nikoli ni opomogla, čeprav je bilo nekaj omejenega napredka in je vsaj nekaj medicinskega osebja v naslednjih letih lahko nudilo humano oskrbo. Stara je bila 52 let, ko so jo rešili in živela je še 12 let. Ta leta je preživela v psihiatrični bolnišnici v mestu Blois v osrednji Franciji. Vendar so jo pestile številne psihične motnje, predvsem anoreksija in shizofrenija. Njeno zaprtje je nanjo vplivalo tudi na mnoge druge načine. Na primer, razvila je izredno odpor do močne svetlobe, ker ji je bilo več kot četrt stoletja onemogočeno izpostavljanje sončni svetlobi. Blanche umrla je 13. oktobra 1923. Stara je bila 64 let in je skoraj vse svoje odraslo življenje preživela bodisi v zaporu ali zaprta v psihiatrični bolnišnici zaradi duševnih brazgotin, ki jih je povzročila njena prejšnja zaprtost. Njena zgodba je bila v začetku 20. stoletja v Franciji pogosto predstavljena v medijih. Leta 1930 pa je bila ponovno pripovedovana in postala znana novi generaciji. Ko je francoski pisatelj André Gide, prejemnik Nobelove nagrade za književnost leta 1947, o tem pisal v svojem romanu La sécustrée de Poitiers, kar pomeni ujeta ženska iz Poitiesa. To je bila delno fikcionalizirana različica Blanchine zgodbe, v kateri je Gide spremenil imena glavnih protagonistov, a malo drugega. Gidejev zapis je nato vplival na Michela Foucaulta, ko je pisal knjigo Nadzorovanje in kaznovanje, rojstvo zapora, eno njegovih najpomembnejših del. Tako je imela grozljiva zgodba Blanche Monje precejšnje nadaljnje življenje v francoski književnosti 20. stoletja. Viktorijanska doba je Veliko Britanijo spremenila v prvo svetovno industrijsko velesilo, hkrati pa tudi v temen in umazan kraj, kjer so bile nadnaravne zgodbe nekaj vsakdanjega. Ena takšnih zgodb je bila o Spring-Heeled Jacku, ki jo je ustrezno pripovedoval Mortis Media. Nekega pozno jesenskega dne, leta 1837, dekle po imenu Mary Stevens se je odpravila na delo na Lavender Hill. Okrožje, ki je bilo takrat na jugozahodnem robu Londona in je bilo le nekaj desetletij prej še vedno del podeželja zunaj mesta. Stevensova je pravkar prišla iz Battersea, kjer je obiskala svoje starše. Ko se je sprehajala skozi Clapham Common med Batterseajo in Lavender Hillom, se je zgodil strašljiv dogodek, saj je iz stranske ulice proti njej skočila čudna, skoraj demonska postava.
Bitje je napadlo Stevensovo in iz kremplji, ki jih je imelo namesto rok, trgalo meso. Stevensova je kasneje poročala, da je bil dotik bitja ledeno hladen. Zavpila je, ko je napadlo, in očitno je bila postava zaradi tega tako presenečena, da jo je hitro izpustila in pobegnila. To je bilo očitno prvo opažanje tega bitja, ki je kmalu postalo znano kot Spring-Heeled Jack. Do novembra 1837 je bilo po celotnem Londonu zabeleženih še veliko drugih opažanj. Opisovali so bitje, za katerega so rekli, da se je pojavilo nenadoma, pogosto preskakovalo neverjetno velike razdalje pred posamezniki, ki so vozili kočije po londonskih ulicah. Več kočijažev je poročalo, da so morali nenadoma poskušati ustaviti konje, ki so vlekli njihove kočije, saj se je bitje skoraj od nikoder pojavilo pred njimi in nato prav tako hitro pobegnilo. Drug priča je trdil, da je skrivnostni napadalec preskočil skoraj 3 metre visok zid, medtem ko se je manično hihital. V nekaj tednih so se poročila o tem nenavadnem bitju razširila po celotnem Londonu in mnogi so se spraševali, kdo ali kaj je napadlo Marijo Stevens in še nekaj drugih. Do konca leta 1837 je zaskrbljenost narasla do te mere, da je župan Londona Sir John Cowan v prvih dneh leta 1838 objavil pismo v časopisu The Times. Poskušal je pomiriti strahove glede opažanj. V njem župan prebivalce Londona pomirja, da gre v resnici za posameznika, ki se preoblači in obiskuje številne vasi v bližini Londona v 3 preoblekah, kot duh, medved in hudič. Vendar pa so trdili, da je bil to rezultat neke potegavščine, ki jo je najverjetneje izvajal član britanske aristokracije, saj bi imel potrebna sredstva za izvedbo teh zapletenih prevar. Številna zloglasna opažanja so sledila v začetku leta 1838. Eden od teh dogodkov se je zgodil v noči 19. februarja, ko je 18-letna Jane Alsop odprla vrata očetove hiše v Old Fordu v današnji četrti Tower Hamlets v Londonu. Kasneje je trdila, da je ob odprtju vrat naletela na nekoga, ki se je pretvarjal, da je policist in je nosil velik plašč. Ko je prinesla svečo, da bi imela nekaj svetlobe, jo je napadla ta oseba, za katero je trdila, da je iz ust bruhala modre in bele plamene. Nato pa je poskušala raztrgati njen vrat in roke s krempljastimi rokami. Po nekaj grozljivih trenutkih je bitje pobegnilo čez polja. Sledila je policijska preiskava, vendar je bila neodločna. Eden od sosedov je poročal, da je v času napada v bližini videl mladega moškega v velikem plašču. Edini osumljenec pa je bil lokalni mizar po imenu Milbank, katerega alibi je bil ta. Tistega večera je bil tako pijan, da se ni mogel spomniti, kje je bil ali kaj je počel. Milbank naj bi takrat v enem izmed pubov celo trdil, da je on Spring-Heeled Jack, vendar je policija na koncu ugotovila, da je bil le glasen pijanec. Primer Alsopove je bil morda v celoti izmišljen, saj je bila edina žrtev, ki je trdila, da je Jack pred napadom dejansko spregovoril. Morda je iskala pozornost. V tednih, ki so sledili, so iz Londona in okolice poročali o desetinah napadov. Naprimer, zadnji dan februarja 1838 je bila Lucy Scales, ki je bila tako kot Alsopova stara 18 let, napadena v ozki ulici v četrti Limehouse v mestu. Trdila je, da je Jack prav tako pihal moder ogenj v obraz in da jo je ta izkušnja spravila v histerijo. Policija je še naprej preiskovala takšna opažanja in za informacije je bila ponujena nagrada. Toda do zdaj so prvi pojavi očitno navdihovali amaterske posnemovalce in postajalo je vse težje ločiti resnična opažanja od zgolj govoric. Časopisi niso pomagali, saj so nekateri objavljali senzacionalne zgodbe o tem, kako so ljudje umrli od strahu, potem ko jih je na ulicah napadel Jack. Do tega časa so bile domnevne značilnosti Spring-Heeled Jacka večinoma že uveljavljene. Njegova glavna značilnost naj bi bila njegova gibčnost, saj se je premikal z neverjetno hitrostjo in imel sposobnost preskakovati razdalje 10, 15 ali celo 20 čevljev. Nekateri so v tem videli nadnaravne ali paranormalne moči, drugi pa so še naprej verjeli, da mora obstajati logična razlaga za ta pojav.
Kmalu so razvili idejo, da ima skrivnostna oseba v petah svojih čevljev vstavljene vzmeti, ki so ga pognale navzgor in mu omogočile preskakovanje teh velikih razdalj. Tako se je rodilo ime pomladno peti Jack, ki se je do pozne pomladi leta 1838 že precej razširila. Do konca zgodnega poletja leta 1838 je bil pomladno peti Jack glavna tema pogovorov v Londonu. Redno so o njem pisali v časopisih, poceni romanih in celo na londonskih odrih. Vendar pa so prav na vrhuncu njegove slave začela poročila o opažanjih Jacka upadati. Do konca leta 1838 so uradna poročila o njegovih napadih v prestolnici povsem izginila. In tisti redki primeri, ko naj bi se pojavil, so prihajali iz drugih delov Anglije, kjer je novica o nadnaravnem napadalcu z zamudo navdihovala podeželske posnemovalce. Do leta 1839 je histerija večinoma popustila in Jack je postal bolj literarna osebnost kot nekdo, za katerega bi se ljudje bali, da bi ga dejansko srečali v kakšni londonski ulici. V letu 1840 je razvil nekakšno folklorno osebnost kot vrsta nadnaravnega cestnega razbojnika, za katerega so verjeli, da nabada osamljene popotnike na cestah iz Londona. Občasno je bil domnevni napad uradno prijavljen, kot je bil primer ženske, ki je bila napadena v Teignmoutu leta 1847. In policija je menila, da se je Spring Hill Jack morda vrnil, da bi 10 let po svojem prvem pojavu znova ustrahoval prebivalce mesta. Kasneje se je prikazan Spring Hill Jacka znova pojavila v zgodnjih 1870-ih, ko so hitro zaporedoma poročali o videnih duhov v Peckhamu, v jugovzhodnem Londonu in v Sussexu. Zadnja poročila o ljudeh, ki so verjeli, da se je Spring Hill Jack vrnil, so se očitno pojavila v Liverpoolu leta 1904, več kot 65 let po prvem videnju v Londonu. Pri poskusu razumevanja pojava Spring Hill Jacka so tako zgodovinarji kot kulturni komentatorji ponudili različna mnenja in teorije za razlago celotne epizode. Nekateri so odgovore iskali v nadnaravnem. Na primer, številni pisci 20. stoletja so predlagali, da je bil Jack neke vrste vesoljec, medtem ko so drugi menili, da je bil Jack nekakšna pol človek, pol pošast. Kriptozoološko bitje, podobno kot Bigfoot ali Chupacabra. Okultisti so prav tako radi trdili, da je bil Jack primer hudiča ali kakšnega drugega demonskega bitja, ki se je razkrilo. Po tej teoriji so Jacka z vzmetnimi petami priklicali okultisti ali kakšen drug privrženec črne magije, nato pa je divjal po širšem Londonu, preden so ga leta 1838 poklicali nazaj v podzemlje. Drugi so se še vedno ukvarjali z vsakim nadnaravnim elementom, ki naj bi se dejansko pojavil v mislih prvih domnevnih žrtev Jacka. To stališče trdi, da je bil prvi pojav Jacka, ki so ga videle osebe, kot je Mary Stevens, posledica tega, da so bili ljudje omamljeni, pijani ali duševno moteni. Po tej teoriji sta bila prvi ali drugi pojav zgolj plod domišljije ljudi. Vsi naslednji pa so bili posledica histerije ali posnemovalcev. Ena izmed teorij, ki je takrat pridobila precejšno veljavo in na katero je namignil tudi župan Londona v pismu, ki ga je januarja 1838 objavil v časopisu Times, je bila ta pomlad. Hill Jack je bila zapletena prevara, ki jo je organiziral nekdo iz plemstva. Ta teorija je takrat trdila, da je neki plemič izgubil stavo in da je bil pogoj za izplačilo ta, da ustvari videz nekega nadnaravnega bitja po Londonu. In v tem je nekaj verodostojnosti. Član britanske aristokracije bi zagotovo imel dovolj denarja, da bi financiral tako zapleteno prevaro, saj v 19. stoletju v Londonu ni manjkalo miz za stave z visokimi vložki, kjer bi lahko bila sklenjena tudi takšna stava. Dejansko je bilo to prepričanje tako priljubljeno, da je potekala precejšnja razprava o tem, kdo naj bi bil omenjeni plemič. Večina se je strinjala z idejo, da je bil za to odgovoren irski plemič Henry de la Poer Beresford III, markiz Waterfordski. Beresford je bil takrat mlad plemič v svojih srednjih 20 letih in se je redno pojavljal v časopisih zaradi povzročanja javnih nemirov s skupino pijanih prisklednikov, ki jih je imel za svoje spremstvo.
Na primer, aprila 1837 so pijani prispeli v Melton Mowbray, kjer so napadli cestninskega uslužbenca in policista ter ju premazali z rdečo barvo. Beresford se je redno pojavljal na sodišču zaradi obtožb v zvezi z incidentom v Melton Mowbrayu in drugimi izpadi huliganstva sredi in proti koncu 30 let 19. stoletja. Zaradi tega je veliko ljudi takrat menilo, da je on financiral. Nekdo, ki je znal bruhati ogenj, se preobleči in je imel nekakšne vzmetne škornje. To mu je dalo še dodaten videz nekoga, ki lahko skače in preskakuje nenormalne razdalje. Ni povsem neverjetno, vendar pa tega ni mogoče dokazati brez razumnega dvoma. Vendar pa je zgodba o Spring-Heeled Jacku morda tudi primer Occamove britve. Teorija pravi, da je najverjetnejša, najpreprostejša razlaga za nekaj. V tem primeru je najverjetnejša razlaga ta, da je bila družba, ki je bila nagnjena k verjetju v legende o gotskih pošastih in nadnaravnem, pripravljena ljudsko pripoved, ki se je razvila leta 1837 popolnoma napihniti. V 19. stoletju so bile zgodbe o nadnaravnem in gotski grozi zelo pogoste. V mestu London so od leta 1800 naprej redno poročali o videnih duhov in drugih bitij. Ko se je pojavil Spring-Heeled Jack, so se v Londonu začele pojavljati zgodbe o nadnaravnem, grozljivke in zgodbe o pošastih, ki so bile tudi objavljene. In našle so veliko občinstvo po vsej Angliji v obliki Penny Dreadful, poceni pulp publikacij. To je bilo tudi stoletje gotičnih grozljivk Edgarja Allana Poea, Frankenstein Mary Shelley in Drakule Brama Stokerja. V takem okolju je povsem verjetno, da je bila zgodba o Spring-Heeled Jacku osnovana na nekem nepojasnjenem, nenavadnem dogodku iz poznega leta 1837. In večina tega, kar je sledilo, je bila posledica tega, da so ljudje pustili domišljiji prosto pot v času, ko so bili že pripravljeni verjeti v nadnaravno in like, kot so jih poznali iz poceni grozljivk. Kot je zapisal William iz Ockhama, je najbolj očitna razlaga tudi najbolj verjetna. V 19. stoletju so milijoni Britancev migrirali v ZDA v iskanju boljšega življenja. Ena takih žensk je bila Anne Trollope Loheman, vendar si je kasneje v New Yorku zaradi svojih temačnih dejanj pridobila zlovešč sloves. Anne Trollope se je rodila 6. maja 1812 v mestu Painswick v Gloucestershireu na jugozahodu Anglije. Njen oče, John Trollope, je bil delavec in družina ni bila premožna. Zaradi tega je Anne začela delati že kot najstnica, kot služkinja v mesarjevem gospodinjstvu. To je bila preveč pogosta življenjska resničnost v Britaniji 19. stoletja, kjer so otroke pošiljali na delo v tovarne in druge ustanove že pri 9 letih starosti. Anne se je prav tako poročila, ko je bila še mlada. Pri 16 letih se je poročila s Henryjem Somersom, krojačem iz Wiltshira. Kmalu je ugotovila, da je bil alkoholik. In do takrat je bila Ana že noseča z njunim prvim otrokom, deklico, ki se je rodila leta 1830 in sta jo poimenovala Karolina. Do takrat so se njihove gospodarske možnosti v Angliji že zmanjševale. In leta 1831 se je mlada družina odpravila proti Amerikam, kot ena izmed 10 milijonov Evropejcev, ki so to storili v 19. stoletju. Anin položaj se po prihodu v Združene države ni izboljšal. Ona in Henrik sta se naselila na ulici William v spodnjem Manhattanu v New Yorku. A kmalu zatem, leta 1833, je Henrik umrl zaradi tifusne mrzlice. Tako se je mlada vdova Somers znašla daleč od doma, ko je v New Yorku komaj shajala, da bi preživela sebe in svojo malo hčerko. Verjetno še nikoli ne bi slišali za Ano Troje in njen alter ego Madame Restel, če ne bi bilo njene druge poroke. To se je zgodilo leta 1836, ko se je Ana poročila s Charlesom Lomanom. 27-letni, dobro izobražen je tiskar, ki je delal za New York Herald. Tudi sam je priselil v Ameriko in je bil nemškega in ruskega porekla. Prav zaradi svojega drugega moža je Ana začela razvijati zanimanje za kontracepcijo in nadzor nad prebivalstvom. Karel je bil član kroga radikalnih mislecev in filozofov v tistem času v New Yorku.
Ena od njihovih tem skrbi je bila hitro naraščajoča populacija Združenih držav in številnih evropskih narodov od začetka 18. stoletja. Zaradi tega zanimanja je v 30 letih 19. stoletja objavil več člankov o vprašanjih prebivalstva. Ana je kmalu začela razvijati zanimanje za kontracepcijo tudi sama. Pri tem jo je spodbujal Carlo, dodatno znanje pa je posredoval njen brat Jožef, ki je prav tako emigriral v Ameriko in zdaj delal v lekarni v New Yorku. Kmalu je razvila kontracepcijsko tabletko, ki je vsebovala mešanico sestavin, kot so Meta-Pennyroyal, črni napitek, Sabina, rženi rožiček, sles in srčnica. Te je zmlela in iz njih naredila tabletke in praške. Oborožena s temi izdelki sta si s Charlesom izmislila zapleteno zgodbo za njeno podjetje in trdila, da ima Ana babico v Franciji, gospo Restel, ki ji je pokazala recept za te kontracepcijske tabletke, ko je bila na obisku v Evropi in se izobraževala za babico. Tako je Ana konec 1830-ih začela prodajati svoje ženske mesečne tabletke pod imenom Madame Restel. V tem času so bili v Združenih državah splav in kontracepcija zakoniti v skoraj vseh jurisdikcijah. Zato je Ana lahko zakonito oglaševala svoje kontracepcijske ali splavne tabletke v časopisih v New Yorku. Naprimer, njen prvi oglas je bil objavljen v časopisu New York Sun marca 1839 in je učinkovito obveščal ženske, da jim lahko v primeru nezaželene nosečnosti ponudi določeno zdravilo, če pridejo v njeno pisarno. To je bilo na ulici Greenwich in prav tukaj so od leta 1839 naprej številne ženske iz New Yorka začele prihajati po tako imenovane ženske mesečne tabletke in preventivni prašek gospe Restel, kot so jih kmalu začeli opisovati. Ljudje iz drugih krajev so ji pisali in določeno zdravilo jim je bilo poslano po pošti. A njeni prvi poskusi s kontracepcijskimi in abortivnimi tabletami ter praški so temeljili na ljudskih zdravilih in sestavinah dvomljive učinkovitosti. Vendar je kmalu razširila svoje storitve na kontracepcijske in abortivne metode bolj natančne narave. Do leta 1840 je Madame Restel vodila penzion in se predstavljala kot zdravnica. Tukaj so nekatere ženske rodile nezaželene otroke, za katere je Ana s svojimi povezavami poiskala dobre posvojiteljske družine. Toda prav tako je bilo jasno, da so se tukaj izvajali splavi, tako z jemanjem splavnih pacientk, kot tudi s kirurškimi metodami. To takrat ni bilo v nasprotju z zakonom Zvezne države New York. Dokler je bil splav opravljen pred pojavom gibanja ploda, torej točko, ko je nosečnica začela čutiti premikanje ploda, po kateri je veljalo, da otrok predstavlja življenje. To se običajno zgodi približno med 16. in 20. tednom nosečnosti oziroma približno 4 do 5 mesecev po začetku nosečnosti. Tako je Ana tvegala pravne težave le, če je ponujala storitve splava ženskam, ki so to točko nosečnosti že presegle. Že leta 1840 je imela Ana pravne težave zaradi smrti ženske po imenu Marija Purdy, ki je umrla kmalu potem, ko je opravila splav v penzionu gospe Restel. Purdyjeva je na smrtni posteli svojemu možu priznala, da je opravila splav, nato pa je ta obvestil oblasti. Tisk je izbruhnil z jezo proti Restelovi, jo imenoval pošast v človeški podobi in jo obtožil dejanj proti Bogu. Zoper Anno so bile na to vložene pravne obtožbe, vendar se je na sodišču uspešno zagovarjala. Naslednje leto so Mary Rogers, znano lepotico, ki je delala v tobačni trgovini v New Yorku, našli mrtvo v reki Hudson. Ena od prič je prisegla, da so jo odvrgli po neuspelem poskusu splava, kar so hitro povezali z Madame Restel, vendar iz tega ni bilo nič več. Kasneje se Ane ni pustila odvrniti od svojih dejavnosti, temveč je dejansko razširila svoje delo na področju splavov in kontracepcije ter odprla pisarne v Filadelfiji in Bostonu. Primer Madame Restel in smrt Marie Purdy je v zgodnjih 1824 pridobil nekaj razvpitega v newyorških časopisih. To pa je, skupaj z naraščajočim gibanjem proti splavu, povzročilo zaostritev zakonov v naslednjih letih.
Do leta 1845 je bil splav v zvezni državi New York v veliki meri prepovedan. Poleg tega so se kazni za izvajanje splava precej povečale. Zdaj je bil splav opravljen po začetku gibanja ploda, obravnavan kot uboj druge stopnje, kar je lahko pomenilo več let zapora. Anine storitve so se sredi 40 let 19. stoletja zaradi teh sprememb v zakonodaji zvezne države New York vse bolj preselile v podzemlje, vendar je kljub temu nadaljevala svoje delo kot prej. Omeniti je treba, da Madame Restel ni bila povsem motivirana z ideološko željo, da bi ženskam omogočila nadzor nad lastno reproduktivno sposobnostjo. Na enak način, kot so danes številni zagovorniki pravice do splava v ZDA in po svetu. To je bil zagotovo dejavnik pri njenem delu, vendar jo je močno motiviral tudi denar. In obstajajo dokazi, ki kažejo, da je bila več kot enkrat pripravljena pomagati pri splavu, ki ga je sprva zavrnila, ko pa so ji ponudili veliko večjo vsoto denarja, je pristala. Prav takšen scenarij je privedel do njene aretacije in prve zaporne kazni. Leta 1847 je New York znova prevzela zgodba o aretaciji Madame Restel. Očitno je pomagala pri splavu za Mario Bodin. Bodinova je zanosila svojim delodajalcem, moškim, ki je po prvotnem zavrnitvi ponudil Restelovi nenavadno velik znesek denarja, da bi prekinila nosečnost. Očitno je bil splav na to opravljen, vendar je Bodinova, ko je kasneje zbolela, vložila obtožbo. Restelova je na sojenju trdila, da je bolezen Bodinove posledica sifilisa in ne česarkoli, kar je storila ona. Toda sodišče in javno mnenje sta bila trdno proti ženski, ki je pred 8 leti prva začela oglaševati svoje ženske mesečne tablete. Spoznali so jo za krivo in obsodili na 1 leto zapora na otoku Blackwells, ki je danes Rooseveltov otok na reki East River. Zapori v 19. stoletju niso bili prijetni in človek bi mislil, da bi izkušnja enoletnega bivanja v takem zaporu Madame Restel odvrnila od nadaljevanja svojega splavarskega dela po izpustu. A temu ni bilo tako. Čeprav je trdila, da se bo odpovedala nadaljnjim kirurškim splavom, je še naprej prodajala svoje tablete in praške ter ponovno začela delati v svoji penzionu. Očitno sta newyorška družba in vladni organi nasedla tej prevari. Leta 1854 je zaprosila za status naturalizirane državljanke, ki ga je tudi prejela. Približno v istem času pa je župan New Yorka, Jacob A. Westervelt, prisostvoval in vodil poroko njene hčerke Karoline. Za javno fasado pa sta Restelova in njen mož še naprej ponujala nezakonite splavne storitve. Ker so bile te storitve zdaj prepovedane v vse več zveznih državah, so stranke potovale od daleč in blizu, da bi opravile splav v znamenitih ordinacijah Madame Restel. Tudi dobro so plačali, saj je bila običajna cena med 50 in $100. Za premožnejše stranke, ki so želele več zasebnosti, pa so zaračunali tudi več kot $1000. Toda do konca 50. let 19. stoletja je bilo prevar konec. Časopisi so Madame Restel poimenovali za najbolj zlobno žensko v New Yorku in podrobno opisovali ogromno bogastvo, ki sta ga s svojim možem nakopičila s svojimi dejavnostmi. Anne pa se je na te napade odzivala tako, da je razkazovala svoje bogastvo. V javnosti se je pojavljala v najlepšem krznu in z diamantnim nakitom. Ko se je vozila po mestu, je uporabljala svojo zasebno kočijo, ki so jo vlekli 4 konji. Vozil pa jo je njen kočijaš v livreji. Najbolj opazno pa je bilo, da sta si s Charlesom dala zgraditi ogromno vilo kot svoj zasebni dom na vogalu 5. avenije in 52. ulice. V teh letih, v 50. in 60. letih 19. stoletja, je zaslužila več $100,000, kar bi danes, prilagojeno za inflacijo, pomenilo več $10 milijonov. Kljub svojemu odkrito nezakonitemu ravnanju je Madame Restel uspelo še dolga leta izogibati se kakršnimkoli nadaljnjim pravnim težavam. Izbruh ameriške državljanske vojne leta 1861 je vprašanje splava in lobije povezane z njim za več let postavil na stranski tir, zato je bila Ana lahko večinoma nemoteno opravljala svoje delo.
V zgodnjih 70-letih 19. stoletja pa je Madame Restel naletela na svojega nasprotnika v Anthonyju Comstocku, borcu proti nemoralnosti, ki je leta 1873 ustanovil newyorško društvo za zatiranje nemoralnosti. Comstock se je boril proti vsemu, od splava in prostitucije do erotičnega gradiva in iger na srečo, ter je bil odločen, da bo povzročil propad Madame Restel. Isto leto, ko je ustanovil društvo za zatiranje nemoralnosti, uspešno je tudi vložil peticijo v ameriški kongres, da sprejme vrsto zakonov, ki kriminalizirajo pošiljanje nespodobnih, pohujšljivih ali nemoralnih publikacij po pošti. To je vključevalo stvari, kot so kontracepcijska sredstva in abortivna sredstva za prekinitev nosečnosti. Zakon za zatiranje trgovine in kroženja nespodobne literature in predmetov za nemoralno uporabo je hitro postal znan kot Comstockovi zakoni. In prav ta zakonodaja je povzročila padec Madame Restel. Comstockovi zakoni so prinašali resne kazni. Tudi če si drugi osebi posredoval informacije o tem, kje lahko najde storitve splava ali kontracepcije, si lahko prejel kazen do $2000 in 5 let zapora. Tako je morala Ana od leta 1873 naprej pri svojem poslovanju biti bolj previdna, vendar pa je prevara pripeljala do pogube in to prav zaradi arhitekta novih zakonov. Nekega pomladnega dne leta 1878 se je pri vratih pisarne gospe Restel pojavil Anthony Comstock, ki je trdil, da je poročen moški in da potrebuje nekaj kontracepcijskih tablet za svojo ženo. Ko mu je pomagala, je Comstock tablete odnesel naravnost na policijsko postajo. Naslednji dan so se pojavili policisti in preiskali prostore ter našli pripomočke, ki bi jih verjetno lahko uporabili za izvajanje splavov. Tako so aretirali Madame Restel, jo obtožili in nato izpustili na varščino. V dneh, ki so sledili, so se v newyorških časopisih začeli pojavljati članki Madame Restel in drugih, ki so zagovarjali različna stališča v zvezi s primerom. Zdelo se je, da bo to vodilo do odmevnega sojenja o morali ali nemorali tega, kar je Ana počela desetletja v New Yorku. Toda do soženja nikoli ni prišlo. Pri 65 letih in ob grožnji, da bo večino preostanka svojega življenja preživela v zaporu. Ženska, ki je v 40 letih postala najbolj znana izvajalka splavov v New Yorku, si je 1. aprila 1878 vzela življenje. Njena služkinja jo je našla v kadi, kjer si je prerezala vrat. 144 let kasneje je vprašanje splava v Združenih državah prav tako odločilno, kot je bilo v času Madame Restel. Jack Razparač je bil najbolj zloglasni morilec viktorijanske Anglije. Za našo zadnjo zgodbo si bomo ogledali življenje njegove zadnje žrtve, ki jo je pripovedoval Briefcase. Mary Jane Kelly se je rodila okoli leta 1863 v okrožju Limerick na Irskem. Ko je bila še mlado dekle, se je svojo družino preselila v Wales. Njen oče je delal kot kovač, njena mati pa je skrbela za hišo in pazila na njihovih 8 otrok. Družina Mary Jane je bila revna. Mary Jane pa sama ni prejela veliko izobrazbe, saj je dneve preživljala v pomoči materi, pri 16 letih pa še vedno ni znala brati in pisati. Tako da brez prave izobrazbe in brez veščin je bila njena edina možnost, da pobegne iz revščine, poroka z moškim, ki je imel spodobno zaposlitev in bi ji lahko zagotovil stvari, ki jih njeni starši niso mogli. Leta 1879 je Mary Jane spoznala rudarja po imenu Davis. Bil je priden mož in kmalu potem, ko sta se spoznala, sta se poročila. Mary Jane je zdaj lahko imela boljše življenje in kot mnoge poročene ženske v viktorijanski Britaniji je ostajala doma, kuhala, čistila in ustvarjala domače vzdušje za svojega pridnega moža. Njeno življenje pa se je nenadoma spremenilo, ko je 3 leta po poroki prišlo do smrtonosne eksplozije v rudniku premoga in ena od žrtev je bil njen mož. Mary Jane je bila še vedno mlada ženska, vendar je bila zdaj vdova in sama. Poskušala je najti delo in odšla v valižansko prestolnico Cardiff, vendar je bilo nepismeni in brez izkušenj težko dobiti službo.
Bilo je leto 1884 in ker je bila revna in brezdomna, se je Mary Jane odločila zapustiti Wales in odpotovati v London. Vedela je, da je v Londonu veliko več delovnih priložnosti, vendar je tudi tam težko našla zaposlitev, zato je ob pomanjkanju drugih možnosti postala prostitutka in začela delati v bordelu v West Endu. To je bil bordel višjega razreda in moški, ki so ga obiskovali, so bili običajno zelo premožni. Eden od njenih rednih strank jo je zelo vzljubil in jo povabil, naj ga spremlja v Francijo. To je bilo za Mary Jane zelo vznemirljivo, zato je svoje ime spremenila v bolj francosko zveneče Marie Jeanette in skupaj sta kot običajen par odpotovala v Francijo. Vendar se njeno idilično potovanje z bogatim mladeničem ni šlo tako, kot je upala, saj je bila tam prodana v prostitucijo in postala žrtev trgovine z ljudmi. Na srečo ji je uspelo pobegniti in se vrniti v London. Ker se je bala, da bi jo lahko našli, se je preselila v vzhodni del Londona, v upanju, da bo tam bolj varna. Nastanila se je v okrožju Stepney, kjer je sprva živela z moškim po imenu Morgenstone, nato pa ga je zapustila zaradi drugega moškega po imenu Joe Fleming. Mary Jane je bila privlačna ženska. Imela je temne lase in zelene oči, pogosto pa so se ji dvorili moški. Običajno je bila precej tiha, a če je spila nekaj pijač, se je spremenila in začela peti irske pesmi. Njena osebnost se je tako zelo spremenila, da je postala prepirljiva in žaljiva. Zaradi tega je bila v kraju znana kot temna Mary. Aprila 1887 je Mary Jane med večernim izhodom spoznala moškega po imenu Joseph Barnett. Naslednji dan sta se ponovno srečala in se odločila, da bosta živela skupaj. Zdelalo se je, da se dobro razumeta, zato sta se preselila v četrt Spitalfields v Londonu. Njun novi dom je bil majhen in je obsegal eno majhno kvadratno sobo, v kateri so bili postelja, 3 stoli in miza. Območje, kjer sta živela, je bilo znano po revščini, kriminalu in umazaniji, ter je bilo del območja, znanega kot zloglasna četrt Milje, kjer je bila ulica skoraj v celoti zasedena s prenočišči in pubi. Takrat Marija Jana ni delala, zato je Jožef skrbel za oba. Imel je službo kot nosač rib na ribji tržnici Billingsgate, vendar je bil znan kot težaven človek, ki se ni razumel s svojim delodajalcem in sta se pogosto sprla. Na koncu je bil odpuščen. Na srečo je bil znan kot priden delavec, zato je kmalu našel drugo službo kot nosač mesa na mesni tržnici. Ta služba pa ni bila tako dobro plačana kot na ribji tržnici, kar je pomenilo, da ni mogel preživljati sebe in Mary Jane. Ker sama ni mogla najti službe in je zdaj doživljala finančne težave, se je Mary Jane nerada vrnila k prostituciji. Medtem ko je delala, je spoznala dekle po imenu Julija, ki ni imela kje bivati, in ker je vedela, kako težko je lahko življenje za mlada dekleta na ulici, jo je povabila v svojo majhno sobico in ji rekla, da lahko tam živi. Čeprav je bila njena sobica mračna, je bila alternativa še slabša. Veliko ljudi se je trudilo plačevati najemnino in zaradi nerešenih umorov v Whitechapelu, ki jih je zagrešil neznanec, ki so ga časopisi poimenovali Jack Razparač, je bila Mary Jane zaskrbljena za varnost svoje prijateljice. Soba je bila tako majhna, da se je Jožef odločil, da tam ne more več živeti. Zato je po prepiru z Marijo Jano 30. oktobra odšel. Par pa se je vseeno dogovoril, da se bosta še naprej videvala. Jožef pa je rekel, da jo bo redno obiskoval. Le nekaj več kot teden dni kasneje, zvečer 8. novembra 1888, je Jožef prišel obiskat Marijo Jano. Spremljala pa ga je prijateljica po imenu Marija Harvey. Vsi trije so šli ven in skupaj preživeli nekaj časa, preden sta Jožef in Marija odšla. Okoli 20 ure. Jozef se je vrnil v svojo nastanitev in ostal po konci pozno v noč. Igral je karte z drugimi stanovalci, preden je okoli 00:30 zaspal. Naslednji dan je moškega po imenu Tomaž Boer poslal najemodajalec Mary Jane, Janez McCarthy, da pobere najemnino, saj je bila 6 tednov v zaostanku s plačili. Bow je že prispel v nastanitev na Millerjevi ulici ob 10:45 zjutraj, vendar po trkanju na vrata ni dobil odgovora. Zdelilo se mu je nenavadno, da ni nikogar, zato je premaknil improvizirano zaveso na eno stran in pogledal skozi okno, da bi videl, ali je kdo tam.
Tisto, kar je videl, ga je šokiralo. Na postelji je bilo pohabljeno truplo ženske, za katero je domneval, da mora biti Mary Jane Kelly. Zgroženi Tomaž Bože je takoj prijavil, kaj je našel policiji. Prvi policist na prizorišču je bil inšpektor Walter Beck, za njim pa je prišlo še veliko drugih uradnikov. Kmalu sta prispela tudi nadzornika Thomas Arnold in Edmund Reed iz oddelka H v Whitechapelu ter Frederick Abelin in Robert Anderson iz Scotland Yarda. Nadzornik Arnold je vstopil v sobo ob 13:30. Ko so vstopili, so začeli opazovati grozljiv prizor in kmalu so odkrili, da so bila oblačila žrtve zažgana, verjetno zato, da bi osvetlili sobo, saj je bil edini vir svetlobe slabo prižgana sveča. Nato sta prispela zdravnika Tomaž Bond in Yuri Baxter Philip in bila zadolžena za analizo trupla. Ugotovila sta, da so obsežne pohabitve morale trajati približno 2 uri in da je bil čas smrti med 2. in 8. uro zjutraj v petek, 9. novembra 1888. Zdravnik Philip je ugotovil, da je bil vzrok smrti rez v vrat, zdravnik Bond pa je izjavil, da morilec ni imel medicinskega znanja. Napisal je, da je bila v tem primeru pohabitev povzročena strani osebe, ki ni imela znanstvenega ali anatomske znanja. Rekel je, da po njegovem mnenju oseba, ki je izvedla zločin, ni imela niti tehničnega znanja mesarja ali konjskega klavca ali osebe, ki je vajena razkosavanja mrtvih živali. Policija je iskala priče. Ena od sosed, Mary Jane, po imenu Mary Ann Cox, je povedala, da je videla Mary Jane, ko se je okoli 23:45 vrnila domov. Izjavila je, da je Mary Jane izgledala pijana in je bila v družbi debelega moškega z rdečimi lasmi, ki je nosil klobuk. Ko sta se srečali, sta si zaželeli lahko noč in Mary Jane je skupaj z moškim odšla v svojo nastanitev. Mary Ann je povedala, da je Mary Jane začela peti irske pesmi. Rekla je, da mora ponovno ven ob 1 uri zjutraj in se vrniti v svojo rezidenco ob 3 zjutraj. Po njenih besedah iz sobe Mary Jane ni bilo slišati nobenih zvokov ali videti svetlobe. Druga priča, po imenu Elizabeta Prater, ki je živela nad stanovanjem Mary Jane, je izjavila, da je ob 1:30 zjutraj, ravno ko je legla v posteljo, petje prenehalo. Rekla je, da se je ponovno zbudila ob 4, ker je mucek hodil po vratu. Približno ob tem času je zaslišala rahel vzklik: umor! Druga domačinka, po imenu Sarah Lewis, je povedala, da je slišala isto, vendar nobena od prič ni raziskovala, saj je bilo v 80. letih 19. stoletja v vzhodnem delu Londona pogosto slišati krike umor. Soseda Marija Anna Cox je dodala, da tisto noč ni mogla spati, saj je ves čas slišala ljudi, ki so prihajali in odhajali iz Millerjevega dvorišča. Slišala je celo, da je nekdo odšel okoli 5:40. To je bilo zelo natančno, saj je Elizabeta Prater zapustila stanovanje ob 5:30, da bi si privoščila pijačo v gostilni Ten Dells. Policiji je povedala, da medtem ko je šla v gostilno, ni opazila ničesar sumljivega. Zaradi stanja, v katerem je bilo telo, je bilo oblastem zelo težko identificirati žrtev. Joseph Barnett, njen nekdanji partner, je povedal, da je telo prepoznal kot Mary Jane Kelly po ušesu in očeh. In John McCarthy, njen najemodajalec, je prav tako identificiral telo kot Mary Jane in dejal, da je prepričan, da je bila to ona. Smrt mlade, 25-letnice, je bila zabeležena pod imenom Marie Jeanette Kelly. Policija ni imela nobenih sledi, da bi našla storilca tega groznega zločina, zato je vlada 10. novembra izdala izjavo v upanju, da bodo lahko našli dokaze o morilcu. V izjavi so povedali, da bo vsakemu sostorilcu, ki ni bil tisti, ki je zagrešil zločin, odpuščeno, če prinese informacije in dokaze o morilcu ali morilcih. Nihče se ni oglasil. V naslednjih dneh je policija opravila obsežne hišne preiskave in zaslišanja, vendar pri tem niso našli nobenih sledi storilca. Po pregledu trupla so telo Marije Jane izročili in bila je nato pokopana 19. novembra 1888 na rimskokatoliškem pokopališču v Leytonstonu. Na pogrebu ni bil prisoten noben član njene družine. Policija je nadaljevala preiskavo in pojavil se je nov priča. Bil je delavec po imenu George Hutchinson, ki je dejal, da je poznal Mary Jane. Policiji je povedal, da jo je videl okoli 2. ure zjutraj in da ga je prosila za posojilo, vendar je bil brez denarja, zato ji ni mogel pomagati. Nato je povedal, da je k njej na ulici pristopil moški in po nekaj pogovora sta se odpravila nazaj k njej domov.
Kljub temu, da je bila pozna noč in zelo temno, je policiji podal podroben opis moškega. George Hutchinson je izjavil, da je bil moški sumljiv zaradi svojega nenavadnega videza, kot da ni iz tega območja. Policija je sicer menila, da je možno, da so se informacije, ki jih je podal novi priča, zgodile na drug dan, saj je minilo nekaj časa po umoru, preden je dejansko prišel na dan z dokazi. Kljub vladni ponudbi, pomembnosti primera in obsežni policijski preiskavi, ki je potekala, nihče nikoli ni bil obtožen ali sojen za umor Mary Jane Kelly. Skozi leta so se pojavile različne teorije glede identitete osebe, ki je vzela življenje. Avtorja Paul Harrison in Bruce Paley sta predlagala, da jo je v napadu ljubosumja ubil njen nekdanji partner Joseph Barnett. Predlagala sta tudi, da je storil še druge znamenite umore v Whitechapelu z namenom, da bi prestrašil Mary Jane, da bi zapustila življenje prostitucije. Drugi menijo, da je Joseph Barnett ubil samo Mary Jane. Razlog za pohabljanje pa naj bi bil ta, da bi policijo zavedel in jih prepričal, da je morilec Jack Rasparač. Vendar je malo verjetno, da je bil on odgovoren, saj so po umoru pregledali njegova oblačila zaradi krvavih madežev in ga skupaj zasliševali 4 ure. Kljub temu ni bilo nobenih dokazov, ki bi ga povezovali s kaznivim dejanjem, zato so ga izpustili brez obtožnice. Nekateri avtorji trdijo, da je bil priča George Hutchinson odgovoren za umor in da je bil v resnici sam Jack Rasparač. Poskušal je zmedeti policijo. Medtem ko drugi menijo, da je bil verjetno iskalec pozornosti, ki je želel prodati zgodbo časopisom. Druge teorije ugibajo, da Maria Jane v resnici ni bila ena od žrtev Jacka Rasparača. Teorija za tem je, da so bile druge žrtve v svojih 40-ih, medtem ko je bila Maria Jane stara 25 let, torej precej mlajša. Dodatni dokaz, ki bi to lahko potrdil, je, da so bile pohabitve na njenem truplu obsežnejše kot pri drugih žrtvah. Vendar nekateri zgodovinarji pravijo, da to teorijo lahko uvržemo z dejstvom, da je bila edina žrtev, ki je bila ubita na samem. Po smrti Marije Jane ni bilo podobnih umorov, kot jih je zagrešil Jack Rasparač, še naslednjih 6 mesecev. Večina ljudi meni, da je bila Maria Jane Kelly zadnja žrtev Jacka Rasparača in domneva se, da so se dejanja Rasparača končala zaradi smrti, zapora ali izselitve. Vendar pa mnogi menijo, da Maria Jane Kelly sploh ni bila ena od žrtev Rasparača. Do danes je prava identiteta morilca Marije Jane Kelly ostala skrivnost, prav tako kot Jack Rasparač. Hvala vsem, ker ste si ogledali ta kompilacijski video. Upam, da vam je bil zanimiv. Če želite več takšnih kompilacijskih videov, mi to sporočite v komentarjih. Če pa želite več zgodb, kot so tiste v tem videu, temnih viktorijanskih pripovedi, mi prav tako sporočite spodaj v komentarjih. Upam, da ste naročeni na moj kanal in imate vklopljena obvestila, da boste prejeli vse moje videe takoj, ko jih objavim. In to je vse z moje strani, zato se vidimo v naslednjih pozabljenih življenjih. Hvala.